Leta 2013 sem jaz imel eno izkušnjo. Današnje tole informativno predavanje je primer uspešne pritožbe na sodišče glede načina izpisa osebnih podatkov po sistemu Capitis Deminutio. Kaj to pravzaprav pomeni, bomo videli skozi dopis, ampak jaz bi ta dopis, ki je star, v bistvu pa niti toliko ne, ampak 10 let nazaj sem jaz to pisal in pisal tako uspešno, da je vsa zadeva dejansko padla v vodo in ni bilo več odgovora iz sodišča, zaradi tega, ker ne morajo. In danes boste to videli tudi skozi film, ki bo. Lejte, prišel je en dopis, sklep za globo za kazen, kjer je sodišče v bistvu poslalo pismo. To je bil sklep PRUZ 3603 2011 in tako naprej, z dne 12.3.23. In v zadevi sem jaz napisal vračilo sklepa sodišča iz razloga neprepoznavnosti naslovnika Mihael Belis, kjer je pisalo z velikimi črkami. Pravilno v pravopisu je prva velika začetnica pri imenu in velika začetnica pri priimku, družinsko ime. Priimek je v bistvu družinsko ime, pri imenu. Načelno je pa fajn, da se na dokumente kot avtorji samo z imenom podpišete, ker ste samo to vi, ostalo je že pri. Ok, jaz sem takole napisal, to je bila kuverta, a veste vi, ko dobite položnico, so ta velika imena, od sodišča dobite, ali pa od redarjev, pa še od kje, takrat morate vedeti, da to pismo ni v redu. Da so vas takrat preglasili za mrtvo osebo. In če vi kot skrbnik te svoje osebe odgovorite, pomeni, da pristanete na njihovo igro in definitivno zgubite. Ali boste plačali globo, ali boste šli v zapor, ali boste krivi, ali boste dobili, ne vem, 2 leti pogojnega zapora, skratka neki. Karkoli. Sam oproščeni ne boste v tem primeru. Zato je treba vedeti te stvari. In jaz želim nocoj podeliti z vami, kaj sem jim takrat odpisal. In sicer sem napisal takole: matični register je vodena baza podatkov, kamor se vpisujejo vsa dejstva posameznika, ki so določena z zakonom. Uradni zapis je torej razvid dejanskih osebnih stanj, ki imajo moč javnih listin. V matični register se vpisujejo podatki o rojstvu, torej priimek, ime, spol, dan, mesec, let, ura in kraj rojstva ter ostali podatki, ki jih zakon določa. In druga točka 4. člena Zakona o matičnem registru določa, da mora zapis vsebovati tudi izjavo o izbiri osebnega imena. To ime se potem uporablja za pravni promet. Kjerkoli si, je to za pravni promet. V redu, do zdaj sem ok. Matični register vsebuje torej tiste podatke, ki posamezniku služijo za urejanje in uveljavljanje pravic in obveznosti, kot tudi odločanje o njihovih pravicah in obveznostih za druge zakonite namene. Torej, določitev in prijava osebnega imena je pa razvidna iz 9. člena Zakona o matičnem registru. In kaj to pravi? Vpisovanje podatkov v matični register se vpisuje po 20. členu. Matičar to vpisuje. Vpisuje pa zgolj tista dejstva in tiste podatke, ki so mu bili prijavljeni. Pazite to besedo, ponavljam. Tiste podatke, ki so mi bili nejavljeni, prijavljeni. Zdaj se pa tukaj za hip ustavimo, bom potem naprej prebral. Kot smo že zadnjič rekli, mama prijavi, vidite, to je v zakonu, prijavi svojega otroka ali pa ga oče prijavi in potem ga država opiše to knjigo. Če ga ne prijaviš, ga pač ne more opisati, lahko se proti temu uprete. Če bi se to uprlo par tisoč ljudi, kaj pa bi država naredila? Ampak oni hoče vse pod kontrolo, zdaj hoče imeti vse prešteto, kdo, kaj, kje, koliko, statistika, skratka, cepiva, on drug, tret. Tako da svobode življenja tle v tem sistemu si je treba prav zboriti, zboriti. Ampak gledajte, tukaj piše ta zanimiv izraz, prijavljeni, ki so mu bili prijavljeni. Mi je prav šlo v uho. In ki vsebujejo, se pravi, ki jih vsebujejo akti organov, pristojnih za določanje
o spremembi osebnih stanj. Kaj je zdaj zanimivo? Se pravi tako. Jaz sem torej od sodišča dobil pismo in to odgovarjam sodišču. In zdaj, sodišče meni ne piše moje ime z veliko začetnico in z majhnimi črkami ime in priimek, pač pa mi je na kuverto napisalo vse z velikimi črkami. In sem jaz sodišču napisal očitek. Okrajno sodišče je spremenilo moje osebno ime iz Mihael Belis, capitis diminutium media, v Mihael Belis z vse visokimi črkami, capitis diminutium maxima. Zato okrajnemu sodišču v Ljubljani predlagam, da na moj naslov posreduje odločbo oziroma drugo javno listino, iz katere bo razvidno, da ima sodišče glede izbire načina zapisa mojega imena in priimka, torej Mihael Belis, tako kot je v matični knjigi, kot izhaja to iz drugega odstavka 4. člena Zakona o matični knjigi, pravico spremeniti moje uradno pridobljeno ime in uradno zapisano identiteto. Ja? Ker če se vi prijavite v računalnik, si naredite geslo, velika začetnica ime, velika začetnica priimek, pa se hočete prijaviti z velikimi črkami, ne boste noter prišli, ker ne obstaja. Ne gre, ker to ni več identiteta. Moje ime, sem napisal dalje sodišču, je Mihael Belis z veliko začetnico pri imenu in z veliko začetnico pri priimku. Tako je torej zapisano v mojem matičnem listu, tako piše na moji osebni izkaznici, na mojem potnem listu in tudi na prometnem dovoljenju in na še marsikaterem dokumentu. Zapis osebe, s katerim je sodišče naslovilo sklep številka ta in ta, 12.3.2013 kot Mihael Belis z velikimi črkami, po mojih informacijah sem zapisal, ne obstaja. Torej, okrajnemu sodišču v Ljubljani zato pošiljam ta pisni poziv zaradi ugotovljenega nedovoljenega poseganja okrajne sodnice v že pridobljeno pravico identitete, ki se nanaša tudi na uradno ugotovljanje posameznikove identitete in na njegov pravilen in z zakonom določen zapis, ker v zakonu piše, da je treba to v pravnem, smo rekli na začetku, uporabljati v pravnem prometu v Republiki Sloveniji. In v vseh ostalih dokumentih. Torej, dokler ne prejmem kopije odločbe ali druge javne listine, iz katere bo očitno razvidno, da ima sodišče ad hoc pravico brez moje vednosti oziroma brez moje pisne privolitve spremeniti že pridobljeno osebno ime, stanje identitete, ki je razvidna iz matičnega registra, je sklep sodišča v celoti brezpredmeten in ga štejem kot naklepno škodljivega. Ker če bi jaz v to pristal in tega ne bi vedel, ker sem vedel, ja, marsikdo tega ne ve, se pojmo, se ljudem se ne sanja, jaz odpišem in s tem, ko se z njimi pogovarjam, sklepam pogodbo in si dajem zanko okoli vratu. Pristajam na to in na koncu dobim kazen in sem kriv. Kriv vsega. V primeru neposlane dokumentacije ali neustrezne priložene listine bomo ugotavljali utemeljeno kršitev naklepne samovoljnosti, proti kateri bomo na podlagi tega poziva ukrepali z vsemi zakonskimi pooblastili. Vključili bomo odškodninsko tožbo za namerne žalitve okrajne sodnice, naklepno povzročeno materialno in nematerialno oškodovanje, izvršenega rubeža, če bi do njega prišlo iz razloga zvijačnega popačenja predpisov. Zdaj pa pazite, kar po 288. členu Kazenskega zakonika UPB2 pomeni nespoštovanje zakona in ustave oziroma izkrivljanje prava. V Ljubljani dne 1. april, kot zanimivo, kot za šalo, 1. april je bil takrat 2013, podpisal sem se pa capitis diminutium minima, vse majhne črke in sem jih dal vedeti, da jaz sem pa svoboden človek. Nikoli ni prišel ne odgovor, ne kazen, ničesar več. Tole pismo, ta vzorec imate vi v tem elektronskem pismu, ki sem ga poslal. Če boste kdaj rabili sodišču, redarjem in boste videli, da so velike črke, vi samo zamenjate številko dopisa, datume, ime in priimek in odpošljite. In zadeva je rešena. Ker je to zelo zanimiva tema, to je hot topic, kot bi nekako rekli,
sem se odločil, da vam malo razložim tale capitis diminutio, kaj pomeni in kje se uporablja, ampak tokrat se ne bom dotikal nas, tebe, sebe, ampak uradnikov v državni upravi, da boste vedeli, zakaj se sodne odločbe ne podpisujejo. No, tokrat boste zvedeli, zakaj ne. Ker ko dobite sodno odločbo, piše, ta odločba je kot taka, tam neka pooblaščena oseba, kao uradna, če ravno ni, in en štempelj in čist nekdo X podpiše neko drugo avtorsko delo, ki to ni avtorsko delo. Ampak o tem, ok. Delo uradnikov po capitis diminutio je izraz, ki prihaja iz rimskega prava. Samo za sliko bi vam povedal, v starem Rimu, kako so označali ljudi. Ime in priimek zapisan z velikimi črkami, so bili vsi sužnji, ime in priimek zapisan z veliko črko, so bili meščani, ki so lahko imeli lastnino, lahko so se poročali, lahko so trgovali, ampak so imeli omejene določene pravice. Tisti, ki so pa imeli čisto vse pravice, ki so lahko delali pa kar so hoteli, so se pa podpisovali z majhnimi črkami, tudi s prvo črko, to je pa capitis diminutio minima, to so bili pa vladarji, cesarji, kralji, papeži, Bideni in tako naprej. Ok, pa ne vem kdo še. Glejte, zapis po tem takem, kar sem zdaj povedal, se nanaša na spremembo pravnega statusa osebe. To je oznaka, kot Davidova zvezda v vojnem času, ali pa kot maska, ki smo jo nosili. To je sprememba pravnega statusa. Bodi tiho, ubogaj, bodi priden, nimaš pravic, skratka. Pomeni, da je človekova pravna osebnost uničena in se nadomesti z novo osebo. Glejte, otrok, ki se rodi v bolnici in ga mama prijavi, nehote, se starši ne vejo, ker ko se ti rodiš in je to naredila tvoja babica, pa je to naredila tvoja mama, pa to ti narediš in je to nek običaj rata. In zato te spremembe, gledajte, 70 let so rabili, da so nam zdaj prali možgane. In zdaj se je zgodil COVID in ljudem se je po televiziji seveda rekli to in ljudje so naredili to. Pa so rekli, pa je ke, pa so ljudje šli ke. Ben nič ne razmišlja, samo ubogajo, svinčnik v levo roko, svinčnik v desno roko, zdaj piši to, zdaj uno, domačo nalogo, zakaj nimaš. Učijo nas samo ubogati in pa nas pošiljajo od vrat do vrat. Nam se pravi nadomestijo to novo osebnost. To se lahko zgodi zdaj na 3 načine. In te 3 načine bom še enkrat ponovil. Z izgubo svobode. Capitis diminutio maxima. To je čista izguba svobode. Izguba državljanstva. Tudi državljanstva nimaš. Si pravzaprav suženj in te lahko prevažajo, služiš svojemu gospodarju, kjer je on, tam si ti. Ti nimaš svojega status quo. Potem je capitis diminutio media, to se pravi, tle pa gre, gledajte, v pravnem smislu ločitev od družine. Ne zdaj tega jemati dobesedno. Kaj pomeni ločitev od družine? Ko govorimo o uradnih osebah, ki so zaposlene v državni upravi, dobijo priimek, ki se zapisuje z veliko začetno. Ime ostane z majhno, ampak priimek se pa zapisuje z veliko. Če boste vi šli na katerikoli državni portal Republike Slovenije in boste pogledali, kako so zaposleni uradniki tam napisani, je ime z veliko začetnico in z majhnimi črkami, priimki so pa vsi z veliko. To je ločitev od družine. Se pravi, tak človek je posvetil svoje življenje, znanje, vse pravni osebi, korporaciji, pa recimo temu Republiki Sloveniji, DOO, INC, vseeno in korporaciji. Ali sodišču, ali občini, ali policiji in te loči od družine. Ti si zdaj tam na voljo 24 ur, 7 dni v tednu in tako naprej. Capitis diminutio se nanaša na najmanjše znižanje statusa, ki vključuje spremembo družine, ne pa državljanstva in svobode. Ampak gledajte, če gremo še bolj natančno to malo pogledati,
Capitis diminutio je izraz, ki se v rimskem pravu uporablja, kot smo prej rekli, za opis zmanjšanja ali spremembe pravnega statusa osebe. Nanaša se na uničenje pravne osebnosti in na nastanek povsem nove, ki nadomesti to osebo. Ko te enkrat mediji omažejo, ti dobiš novo osebo, ker te ljudje v drugi luči gledajo. Ko si enkrat obsojen, dobiš osebo obsojenca. Ko se rodiš, prideš v matično knjigo, nisi več človek, potem si že ime in priimek, novo entiteto in potem ti še to spreminjajo, tako da na koncu človek več ne ve, kdo je. In mi vse življenje sprašujemo, kdo smo, odkje prihajamo, kaj smo, ker nam zapirajo vse te poti do stvarnika, do izvora življenja. To se pravi, capitis diminutio maxima, to je najhujša oblika capitisa diminutio, ki se pojavi, ko oseba postane suženj. Capitis diminutio minima, ta oblika zapisa, predstavlja status, ko oseba izgubi državljanstvo, vendar obdrži svobodo. Tak učinek je imel na primer za posledico dosmrtni izgon na otok ali na drugo omejeno območje. Vsi poznamo v Jugoslaviji Goli otok. Ko si šel na Goli otok, si bil tam obsojenec, recimo, izgnan na otok za določen čas ali pa za večno, ker so ljudje tudi izganjali iz mesta. Človek je obdržal svobodo, izgubil je pa državljanstvo, socialne stike, družino, skratka vse. Ohranil je samo svojo svobodo. Potem imamo pa še capitis diminutio minima. Ta zapis, kjer so vse črke z majhnim napisane, vključuje spremembo družine, medtem ko se državljanstvo in svoboda ohranita. Se pravi, vse, kar je prej bilo, s tem, da tukaj se ohrani družina. No, zdaj pa kaj? Poglejte, če pogledate, v svetu je 13 družin najbogatejših. Vse te družine se podpisujejo z malimi. Vsi ti ljudje so družini ohranja bogatstvo, v družini se ohranja kraljestvo. Da ne naštevam in zdaj po novem so kaj družine, zdaj so po novem družine politične skupine, politične stranke in ti kot civil, ki imaš pravico biti voljen, biti izvoljen in voliti, se pravi aktivno in pasivno volilno pravico, ki jo imamo državljani, dejansko je to samo na papirju, tako da v bistvu aktivna volilna pravica, ja, pasivno pa samo, če si izbranec, pasivna volilna pravica pomeni, da si ti izvoljen, da čakaš, koliko ljudi bo zate glasovalo, da si kandidat. In mi smo tudi imeli kandidata, ampak ker že nismo iz njihove družine, iz njihovih skrivnih društev, iz njihovih percepcij in skritih dejanj, s katerimi drug drugega držijo, za besedo in še za kaj drugega. Ko človek pride čist, ki mu ne morejo nič očitati, tak človek nima v taki družbi kaj iskati, ker je tako umazana, ker je tako podla, ker je tako izkrivljena, da preprosto ta dva svetova ne gresta skupaj. In zato smo zdaj v tem COVID razkolu, zato se stvari zdaj dogajajo tako hude, tako težke, da jih ne moremo razumeti. Ampak nocoj se nam bo en del tega odkril. Naprimer, če bi bila oseba zasužnjena, če zdaj razmišljate, kako bi ji dali ime, to je capitis diminutio maxima, vse velike črke. In ko dobite pismo iz sodišča, redarstva in druge ustanove ali pa na banki, recimo bančna kartica, vi nesete denar na banko, dobite bančno kartico in na bančni kartici je vaše ime z velikim I napisano. Se to ni vaš denar. Vi ste suženj banki. Dajte malo razmišljati. Osebno izkaznico, ki jo obrnete na hrbtni strani, pa od spodaj pogledate, je zakodirano to veliko ime napisano. Vi ste pravna oseba, imate davčno številko, vi ste dejansko firma. Na prvi strani osebne je ime in priimek z veliko začetnico pa napisan in vaš naslov. Tam ste pa seveda fizična oseba, ki so vas naredili. Pozabimo o človeku in človekovih pravicah. Fizična oseba na prvi strani, ki je skrbnik pravne osebe na drugi strani. Zdaj, kako se boste pogovarjali z Republiko Slovenijo, v kateri so recimo zajeta vsa državna uprava, s katero sploh nimamo več stika, še po mailu se ne oglašajo, težko je pride do njih, ali pa te pregledajo na sodišču, kot ne vem, da si takojš terorist, kriminalc, ne vem kaj. Tukaj je treba zdaj to enkrat zakončno s tem prekiniti in razčistiti, zaradi tega, ker so to javni prostori, ki jih mi plačujemo, ti ljudje so zaposleni za naš denar
In je treba jim dati vedeti, da se to ne počne. Zakaj to počnejo? Zato, ker smo mi v to privolili, v tišini, ker noben na glas tega ni rekel, da se tega ne počne. Zdaj, ko smo govorili veliko o gotovini, vam povem, jaz sem naredil prvo stvar, ki sem protestiral, da se ne upiše gotovina v javne finance, ampak v človekove pravice, so to naredili. Ampak spet narobe, ne? Pod socialo so napisali, tam smo pa spet pri socialnih točkah, socialni krediti. Mi smo dali predlog 49a, tam, kjer je pravica do dela, ker če ti delaš, imaš pravico do zaslužka, in smo vključili zraven še 38. člen ustave, kjer je varstvo podatkov. Konc zgodbe. In se ne sme mešati zraven zdravja, ne sme se pogojevati pri financah. Dvig na banki, nihče te ne sme ničesar spriševati, ker je tvoj denar. Ampak to ne more iti skozi, ne? In se vidi, da je tukaj v ozadju agenda. Ne glede na to, koliko je predlagatelj prijazen, koliko se opravičuje, koliko on to vse s srcem dela, a veste, in potem grejo na ta čustva, to so psihopatski prijemi. Veste, kaj je gotovino, bomo dali v ustavo. Ljudje slišijo samo gotovina, cash, ustava, aha, zdaj smo pa mi varno, zdaj pa v ustavo. In tle se konča splošno razmišljanje slovenskega prebivalstva, povprečnega Slovenca, zato ker nimamo ne v šoli, ne v srednji šoli, ne na univerzi, kjer nimamo ustave, ne poslovanja, ne bančništva, ničesar, niti nič od tega. Razen to imajo šolanje za sebe, država, državna uprava. Ne? To se pravi, naprimer, oseba, ki bi doživela capitis deminutio maxima, to bi povzročilo popolno izgubo njene pravne osebnosti in, kot smo rekli, dobi nov pravni status, suženj. Kadar vam tako napišejo, vas imajo za sužnja. Elektroračun z velikimi črkami, položnica, vi ste suženj elektrofirmi. Zdaj pa se pojte z njimi bockat. Ne? Lahko zahtevate spremembo, ker to ni vaša ID. Ker mrtva pravna oseba, kot ste vi, ne more uporabljati elektrike. Tudi če je v ustavi to osnovna življenjska pravica, voda, elektrika in take stvari, oni vam elektriko izključijo. Zakaj? Zato, ker ste mrtvi za njih, ker ne obstajate. In tudi ne morete zmagati na sodišču. No, to je ta trik. Torej, delo državnih uradnikov, hitra definicija dela vladnih uradnikov in uradnih oseb. Delo vlade se na primer nanaša na naloge in projekte, ki jih izvajajo ljudje zaposleni v vladi. To delo vključuje fizično in duševno delo za dosego cilja, kot je recimo gradnja ceste ali ustvarjanje novega zakona, karkoli. Delo za vlado se lahko nanaša tudi na stvari, kot so pisanje knjig, glasba, umetnost, odločbe, you name it. Če si v vladni službi, delaš za njih. Ne? In to je del zaposlitvenega dela. Sedaj pa pozor, dragi moji, to je to, kar sem vam hotel povedati. Ta dela, ustvarjena v času zaposlitve v vladi, pa ne morejo biti zaščitena s čem? Zato, ker dela mrtva pravna oseba, ni avtorja, ker je mrtvo. To delo je v bistvu mrtvo. In lastnik tega je vlada. Ne more živ človek se pod to podpisati. In vse, kar so zakoni in take stvari, ni avtorskih pravic, kar lahko pomeni, da jih lahko kdorkoli prosto uporablja in prosto deli. In če slučajno nekje hočete do zakona prideti, pa pišete, morate nekaj plačati, že veste, da je goljufija. Ker to mora biti vse. To je dostop do javnega podatka. In zato imamo mi ljudje, tisti, ki se česarkoli zavedamo in smo kolikor toliko samostojni, tako moč, ko zahtevamo javni podatek, ga morajo dati. In zato se toliko otepajo, ker ne želijo, da se njihova prevara odkrije. In teh prevar je vedno več. Veste, zdaj so že tako velike prevare, pa tako pogoste, da pravzaprav, če pišeš, da zahtevaš en podatek, ti ga sploh ne upajo več dati. So tiho. Molk organa v splošnem upravnem postopku, v zakonu pa piše, da je to negativna odločba. Tako so si napisali zakon, kar pa ni res, ker uradniki so dolžni na vaše zadeve odpisati, odgovoriti in zahtevo tudi izvršiti. Ne? Če vi policista vprašate po njegovih podatkih, vam mora dati ne samo službeno številko, pa tisto policijsko značko kazati, ampak se pravi, mora dati svojo številko. Policijsko številko, številko registra, zato ker ko imaš številko registra in če mu pride slaba točka v registr, se njemu plača zniža.
Tako da dajte tem uradnim osebam, dajte jim malo plačo znižati, če oni nam znižujejo, dajmo še mi njim znižati. Ne? Brezkompromisno, ker to, kar delajo, tako kot se obnašajo, je groza. Tako, recimo, to dalje pomeni in razloži, kot sem prej rekel, zakaj odločba. Glejte, nobena sodna odločba v Sloveniji ni podpisana strani sodnika. Ampak to je kao sodišče podpisali. Kako bo sodišče to? Neka pooblaščena uradna oseba in štempelj. To sploh ni odločba. Ne more biti. In splošni upravni postopek sodišče ne želi upoštevati in ga tudi ne upošteva. Ker rečejo, mi imamo specialen zakon, mi imamo sodni red. A vam pa zdaj nekaj povem. Za nas, državljane, ki nismo zaposleni v državni upravi, velja splošni upravni postopek. Ja, sodni red je pa če preberete prvi in drugi odstavek, prvi člen, prvi in drugi odstavek, zakaj je sodni red narejen, za organizacijo sodišč in za razporeditev dela in sodnikov, pa mogoče še kakšna druga stvar zraven. In tam noter med drugim piše, kako se sodna odločba naredi. Da sodnik napiše sodbo, podpiše in jo da v predal. Stranki, ki je v postopku, se pošlje pa odločba kot taka. To se pravi, vi sploh ne dobite odločbe, vi dobite en drek, v bistvu, ne? Brez avtorskih pravic. Ja? To so stvari, ki so zelo pomembne. In če zahtevate, da se sodnik podpiše, nikoli ne boste dobili podpisa, ker se ne sme podpisati, zaradi tega, ker je on notri že avtomatično, ko noter v državi, kot zaposlena uradna oseba to naredi, on ni lastnik tega, se ne more na to podpisati, zato pa je tam v predalu skrito. Ja, zanimivo. In taka odločba nima avtorja, niti avtorske pravice, ker jo je spisala, smo rekli, uradna oseba v državni službi, ki nima avtorskih pravic. Če tako odločbo zavrnete kot tisto, ki nima avtorja in jo vrnete sodišču v zakonitem roku, preprosto se vam ne more nič zgoditi. Če tako odločbo sprejmete in se v zakonitem roku ne pritožite, ali pa se pritožujete in na koncu vam ustrežejo tako daleč, da rečejo, ja, se bomo to napakco popravili, do napakce je prišlo in potem rečejo, ja, kriv si, ne? Taka odločba stopi v veljavo. In sodnik za tako odločbo ne odgovarja, ker ni podpisan, ker ni on avtor. Tukaj je v skeč vseh glob, pa vseh rubežev, nepremičnin, hiš, zemelj, denarja z računov in še drugih presvetih prevar, velikih prevar v pravosodnem sistemu. Da boste razumeli, kako to funkcionira, še bolj natančna razlaga. Torej, delo, ki ga ustvari uslužbenec vlade med opravljanjem uradnih dolžnosti in dela drugih uradnih oseb, se ne morejo avtorsko zaščititi in so zato brez avtorja in kot takšna postanejo splošna last. Imate pa pravico seveda do informacije javnega značaja. Hvala Bogu, ne? Ker splošna last, zakaj do tega prišlo? Do tega je prišlo zato, da se izognejo osebni odgovornosti, ker če nisi podpisan, nisi avtor, adijo osebna odgovornost. Adijo drugi odstavek 26. člena. Ja? In še nekaj. Kam sem dal ustave? Zdaj vam bo precej jasno. Kaj piše tukaj gori? S kakšnimi črkami? Glejte, čakajte, bom probal zostriči, če se da. Ja? Z velikimi, ne? No, zdaj pa gremo naprej pogledati. Čakaj, bom vzel to drugo ustavo. Ta ustava je iz 2021, je nova. Ta je pa iz leta 1991. Tukaj piše tudi Ustava Republike, da bom to zostril, če se bo kaj. Ja? In na vrhu piše, poglejte, Uradni list Republike Slovenije. Uradni list Republike Slovenije, noben ni avtor tega. Vidite, kaj smo pa mi naredili v društvu? Mi smo naredili v društvu to, da imamo podpis predsednice. Naš uradni list je živi uradni list. Naš uradni list ni uradni list mrtve pravne osebe, ampak živega društva. Mi smo edino živo društvo v Sloveniji, pa mogoče še daleč okrog, ki imamo svoj uradni list, svoj zakon, ki je živ, ja,
In pod ta zakon se je podpisala predsednica društva. Prostoročno, s štemplom, pa ni dala v predal, dali smo na javno objavo. Ok? Da boste razumeli, zakaj gre. In tega se bojijo. Veste, kako se tega bojijo? Zato, ker nimajo nasprotne moči, ker je vse mrtvo. Okay? Tudi, če greste na grobne kamne gledati, je vse z velikimi črkami, na vsakem grobnem spomeniku so velike črke. To pojasnilo, se pravi, ta definicija pojasnjuje, da nobeno delo, ki ga ustvari uslužbenec vlade med opravljanjem uradnih dolžnosti, ne more biti zaščiteno z avtorskimi pravicami. To vključuje poročile, študije, znanstvene, vse te študije, ki so, veste, ki jih dela recimo zdaj klimatske spremembe, pa vse te, to je vse mrtvo, to ni avtorja. Zato nekdo, ki se zlaže, zato so te študije plačane strani pravnih oseb in jo naredi druga pravna oseba in je to javna last in ti ne moreš, tudi če je noter laž, tudi če ena resnica noter ni napisana, ti nimaš koga tožiti, ker nima avtorja. Tudi če je on napisan od spodaj, pa ni podpisan, to nima avtorja, ker je last organizacije, last države, last vlade, last uradnega lista, last sodišča, policije. Kdo je to? Pa kaj so to ene entitete? Okay? Primer ponazarja, kako poročilo, ki ga ustvari vladni znanstvenik, uradnik ali drugi delavec, ne spada pod to definicijo in ne more biti avtor to zaščiten, ker nima avtorskih pravic. In to so te stvari. Free enterprise is our economic system or our means of production, privately owned and operated for personal benefit. Free enterprise cannot legally be taxed unless it volunteers itself. The reason why income tax seems inescapable is because most every job on the planet requires you to sign a number of documents with fancy wording stating that you are agreeing to be a representative of a corporation or entity. What all of this means is simply that when you sign working papers, which are required by pretty much every employer that you apply to, you are waiving your rights as a natural person protected under the Constitution and agreeing to represent an artificial person that is not protected under the Constitution. It's difficult to avoid because if you do not sign the document waiving your rights, you won't get the job. So why does every employer voluntarily pay taxes, which leads to the requirement of those documents? Because without doing so, the business loses all state and federal benefits provided to private or commercial business. And furthermore, most people simply accept the mistruth that income tax is required by law without investigating it. When your name is presented on a document with the first letter of your first and last name capitalized, it represents capitis diminutia minima, which occurs when a man's family relations alone were changed. It's a minimal loss of rights. When your last name appears in capital letters, it represents capitis diminutia media, which occurs when a man loses his rights of citizenship but not his rights to liberty. This means you can be fined and penalized but not enslaved or imprisoned. But when your entire name is capitalized on any document, it represents capitis diminutia maxima, which states that a man's condition changes from freedom to bondage. All rights of citizenship and family rights are surrendered. This means you can be fined, imprisoned, and enslaved in any amount for any duration at the whim of the state's suggestion. But it is important to note that if you do not legally bind yourself to these documents stating that you waive your rights and represent a corporation, you do not have to attend any court. There are two kinds of law on the earth, as I've said. One is called civil law, which is the law of the land, and one is called maritime admiralty, which is called the law of water. Maritime admiralty is banking law. So consequently, the corporation and government and people who want to control you, they create a second you, and that second you that they control, that they created, is all capital letters. Check it out. Anytime you get a bill, get a lawsuit, you get a fine, a ticket, somebody sends you a bill from the Department of Water and Power, check it out on your driver's license, on your Social Security card, on your insurance cards. Anything having to do with business,
Your name will always be in all capital letters, because only all capital letters can be dealt with by banks and government. You need to wake up and find out how this stuff really works. Because once you understand that you don't need to submit yourself as an American to a British commercial venture called courts. You're an American. You don't need to go to court. As somebody, you only go to court because you agreed to go to court. When they send you a subpoena to court or a summons to court, and they've sent you something, you look at it and say, hey, Jack, that's not me. That's in all capital letters. All capital letters is a corporation. Those who are charged under these maritime admiralty courts usually don't understand that they are voluntarily being fined and imprisoned. When a judge calls your name and asks if you are that name, those who say yes are verbally agreeing to represent the artificial person that the name represents. In doing so, you are voluntarily waiving your rights under the Constitution. Your absolute rights as natural persons are the right to life, security, and property. And all of these are very important. Remember that you can never be deprived of these simple rights unless you are willingly waiving them. But you need to understand your rights if you want to be protected under them.